Če gremo za te analize, ki zdaj obiramo, sem prebral, kako opozarjaš, da so politiki v našem demokratičnem sistemu z vidika storičnega materializma, agencij, kapitalizma. A to pomeni, da so potem volitve brezpredmetne oziroma sekundarnega pomena, recimo, da se glih bližamo temu času, ko sodni odločitvi. Ko ve svoj čas. Med enim gospodarjem in drugim. Poglejmo, če se navežem, blagovni fetišizem. V kapitalizmu odnose med ljudmi določajo odnosi med blagi in volitve ne smejo bistveno posegati v to. Ne smejo vzeti privatno lastnino nad produkcijskimi sredstvi in dati ljudmi, da v bistvu proizvajajo zase. Ampak po drugi strani pa parlamentarna politika medira odnos med delavci in kapitalom. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Spoštovane, dobrodošli pri podcastu Mnogo hrupa za nič. Danes smo tukaj pri Treh ribnikih v Mariboru, ker se je ravnokar odvil festival humanistike Odprti horizonti. En izmed govorcev je Moanis Sinanović, ki se je danes z nama pridružil, da bomo malo spregovorili o temi, ki se tudi veže festivala, malo krize evropskih vrednot oziroma kriza nasplošno, stanje sveta, v katerem smo se znašli. Zato bo današnje vprašanje, ali stari svet zamira in ali vstopamo po besedah Gramscija, ki ga citiraš v enem članku, ali da stopa čas pošasti. To se že vprašanje mu zastava. Zdaj že moramo predstaviti. Ampak koliko sem ravno razmišljal, včeraj smo glih tako predstavljali in se zelo signaliziramo. Ta človek je pomemben, zdaj ga zato ga poslušajte. Ja, če bi bil res pomemben, ne bi bilo tega. Mi je pa vseeno zanimivo, kar sem zaznal, ko sem bral razne tvoje zapise oziroma zapise o tebi. Da si v intervjuju si rekel, da več si v bistvu opravil za to oznako pesnika na nek način. Da si pesništvo pustil za sabo, zato ker pač na nek način več ni primerno temu času. Je to pravilen povzetek? Ja, čas je oster. Poezija je upor proti temu času, ampak ne na način, ki se ga jaz želim recimo izvajati. Rad bi se bolj angažiral analitično, recimo temu tako, kakor se da mogoče na neki mikroravni. Ti si politično, po izobrazbi si filozof ti. Filozof in splošni jezikoslovec. Okay. Je to konec pesništva za tebe ali nasploh? Konec filozofije. Ja. Kakšno vprašanje? To se ne da seveda odgovoriti. Mislim, da ni konec. Pesništvo v mnogih delih sveta še zelo živi. Recimo imam prijatelja, ki je odraščal v Iranu, ki je zdaj aktualen. In pravi, da so ob večerih v primerjavi z nami, niso gledali televizije, ampak so imeli večere recitacije. Se iskreno navdušujejo nad verzi, ritmi, rimami in tako naprej. Tako da poezija še živi v svetu. Zdaj pa in vrača se tudi pri nas skozi nekatera vrata, sploh pri nas, pustimo zdaj mogoče malo ob strani Slovenijo, ki je v tem pogledu periferna, bolj na zahodu politična poezija, spoken word v Ameriki, ima pravi revival. Ljudje mislim, da je to en način izražanja, ki ga ljudje potrebujejo. Ker sem lani opazil, lani sem potoval po Iranu, pa sem opazil tudi to pač iskreno zanimanje za, oziroma tako, ko nekdo začne brati poezijo, kar se ponovadi dogaja v teh malo bolj pritličnih prostorih, pač stran od nekega organizatorstva, ki bi zdaj javno vabil ljudi, ampak ne bolj zaupnih krogih ljudi. Sem čutil pač to naelektrenost teh dogodkov.
pa tudi potem razni igrc izven tega konteksta teh dogodkov. Recimo to igro imajo, da ti Hafisa preberejo, ko prideš na obisk. Ti reče, ok, daj roko gor in ti v Hafiz povedal par besed in potem v tej debeli knjigi izbere eno knjigo in ti preberejo pesem, ki je za tebe danes namenjena. Ne? Okay. Kot Hafiz prijatelj ti spregovori in ti da pogum za soočenje s čemkoli. Wow. Chinese cookies, ampak boljše. Ja, exactly. Nekaj podobnega, ko imamo ta filmski klub na Ptuju tudi, ne, pa gledamo razne filme. Smo kar nekaj iranskih filmov pogledali in pa tudi razne azijskih filmov in tako naprej. Ne. In se mi zdi, da najdeš tam neki naboj, ki ga pač Hollywood trenutno nima, ker je izčrpan. Ne. Ja, jaz se tudi med drugim napišem kakšno filmsko kritiko in to je recimo res en fenomen, ki ga v zadnjih 5, mogoče plus letih opažam, ne samo Hollywood, ampak tudi evropski art, kino, se v bistvu utaplja v nekih grotesknosti. Ne. Ta kritika se v bistvu zanaša zelo na neko grotesko, na pretiravanje z absurdom, z nasiljem, z spolnostjo, ne nazadnje, ne, ki v bistvu preneha imeti nek kritični naboj na določeni točki. Medtem ko v bistvu te klasične neke drame, socialni realizmi iz vzhodne Evrope in iz drugih delov sveta včasih danes bolj v bistvu nagovorijo in več povedo, no, mi zdi. To je nek moj generalni vtis. Zdaj smo se pogovarjali zadnjič z Primožem o tem fenomenu počasnega filma, ko te razbereš to estetiko počasnosti, dolg časa in kako deluje v kontekstu neke zahodne Evrope, kot neka rezignacija nad svetom, ok, nič se ne da, vse sistem je prevelik, da bi se v njem karkoli dosegal, pač samo ok, zenovsko, pač si čuječen v svoj, tako kot Perfect Days, čuječen v svojem svetu in pač to svoje male življenje, eksistenco živiš, ampak v kontekstu nekega globalnega juga pa vzhoda, pa čist drugo, neko emancipatorno vlogo v resnici teh filmih. Z istimi temi tehnikami dosežejo. Ne? Absolutno. To sem videl na enem od Leafov, mislim, da 3 leta nazaj sem bil še posebej pozoren, ker me je en, recimo, gruzijski film, zdaj sem že malo pozabil, ime Brooklyn v naslovu, dogaja se tudi v New Yorku. Tudi en hollywoodski film. Brooklyn. Ampak ima Fifth Avenue, Brooklyn film, nekaj tazga. Okay. Ki me je res za eno to klasično strukturo res povedal zgodbo sodobne Gruzije in v bistvu evropske periferije nasploh. Subverziven način, če ta beseda se danes razmetava naokoli, vse je subverzivno, vse nekaj preprašuje, ampak meni se je zdelo res v tem pogledu prepričljivo in lucidno. No. Mislim, da Jernej Šček je nekaj včeraj govoril o teh, da se te pomembne stvari dogajajo na teh stičnih točkah oziroma na obrobjih. Definitivno. Mislim, da taki primeri tudi to potrjujejo. Pa zdaj tu, kjer smo v središču, največji humanisti, največja kulturna tradicija, ne vem kaj, ampak smo pač ujeti v te neke svoje klišeje, ki jih ponavljamo. Tem, ko ta presenečenja prihajajo pa tam, kjer jih ne pričakujemo in bolj smo kot seveda zahodnjaki, kakšno presenečenje prihaja in bolj že malo eksoticiziramo spet to, ne? Ja. No, to je zelo dobra opaska, tudi če gledamo z historično-materialistično perspektivo. Daj historično. Zanimiv, najbolj zanimivih teoretikov Samir Amin, ki je bil po očetu Egipčan, po mami pa Francos, in je gradil na emancipatorni tradiciji francoske revolucije, obenem pa na izkušnji imperializma prvoosebni. Po njegovem se je kapitalizem razvil in je omogočil francosko revolucijo ravno zaradi tega, ker je bila Evropa tedaj periferija nekega širšega tributarnega sistema, tako mu reče, ker je bil v bistvu tam najmanj utrjen v Evropi in je omogočil več upora. In obratno je danes, ker v bistvu je kapitalizem bolj utrjen na Zahodu, prinaša nam več, vsaj zaenkrat potrošništvo, neko relativno udobno življenje, medtem ko je pa pač na periferiji tarča kritike in uporov vedno bolj.
Ja, zdaj smo že skoraj zagrizli v bistvu v te naše jedrne probleme, pa mogoče preden zakopljamo še globlje, ne še enkrat izpostavimo, zakaj smo oblečeni, kot da smo v neki sibirski gostilni sredi najhujšega snežnega meteža. Jaz še vztrajam zgolj v jobci, videl ste že v Vsak čas plašči. res. Ja. Meceni in pokrovitelji. Skratka, prej se rekel, da smo pri treh ribnikih, natančneje smo v gostilni pri treh ribnikih, ki je mislim, kaj smo prej rekli, 200-letnica praznuje. Ja, pa je. Sicer ne obratuje več, ne, kar je mogoče malo tragičen prizvok. Zato je tudi hladno. Ja, zato je hladno. Pač vdrli smo, ne, nismo vdrli. Ja. Nek kip je tu celo zadaj, ki ne bi nekaj pomenil, ampak mislim, Nek napis je pod njim. nek relief, kaj je, pojma nimamo, kaj v resnici pomeni. Tega ni prej pojasnila tista gospa, ne? Ja. Jerneja Ferzeš, ja. Kaj se sploh piše? Norček je živel tam v vinski Durek. Starček? Ja, mislim, da. En starček je živel, ja. En starček je živel. In zdaj, preden gremo k tistemu našemu glavnemu vprašanju, še moramo narediti svoj davek kapitalizmu in povabiti poslušalce, da se naročite na najen kanal, da delate vse to, kar je treba, všečkate. In kaj še moramo? Zahvaliti se moramo Mariborski knjižnici, da nam je dovolila, da smo v bistvu Moani so zdaj tu ukradla, ki je bil za te 3 dni, 2 dneva njihova lastnina. Mezni delavec. Tako, mezni delavec. In smo ga lahko posodila, pa tudi za celi dogodek, da smo lahko se zdaj malo pač vsaj ta ožji krog humanistov zbrali in malo podebatirali. Mi bomo zdaj to debato probali nadaljevati, pa predvsem mogoče malo zaostriti, zdaj ko ni publike. Ja. Zdaj Izvolite. lahko povemo tiste reči, ki drugače ne bi. Meceni in pokrovitelji. In jaz imam eno vprašanje, to zapisano, ki sem se ga med predavanjem. Nisem imel predavanja. Mislim, Pogovor. Pogovor je bil. Pogovore, pardon. Se sem tudi več čas zaposlujemo z Primožem s tem vprašanjem in podcast je že en poskus odgovarjanja na to vprašanje in sicer kaj storiti. Ne? Na eni strani imamo akademski krog, neka diskusija, dialog čez akademski, ki se dostikrat zdi samonamemben in kot da ne prodre med ljudi in ne naredi nobenega učinka ne doseže, ki bi lahko bil pokazljiv, zelo očitno ljudem in dokazljiv. Po drugi strani pa zdaj to doživljamo z Primožem, gremo v svet, gremo za tem podcastom, se te igre boja za pozornost, ampak na koncu moramo tekmovati z korporacijami, z že ustaljenimi osebnostmi, ki totalno dominirajo prostor diskusije. In zdaj smo med 2 svetova ujeta, akademskega, kjer se čutimo, da se pretakajo ideje, ki pač imajo pomen, ki imajo potencial, da premaknejo stvari, ampak ne prodrejo v svet. In poskus tega, kar zdaj tu počnemo konkretno, iti v svet in deliti ideje med ljudi, začeti neki dialog, ampak naletimo na tišino, ker je že toliko zasičen z drugimi glasovi, z hrupom. Zelo vem, točno vem, o čem govoriš. Lahko samo en še opombo na to dodam. Ne? Zdaj pač naše to izhodiščno vprašanje je, ali stari svet umira, ne? Ali pa če že malo spenglerijansko obrnemo, ali Zahod tone, ne? Končno. In ja, to sem se tudi razmišljal zdaj, ne? Ko smo slušali. Zelo lepo je, da se humanisti zberemo, to zdaj na kupo pač tisti, ki smo v bližini, ki smo vabljeni in tako naprej. In delimo te ideje, ampak v resnici smo si precej pa smo isti ljudje istih misli skoraj. Včeraj se en gospod pojavil, ki ni bil istih misli in smo vsi zelo se zakrčili v tistem. Ja, moderator je izvrstno reagiral. Ja, tisti gospod je imel teorijo o tem, da so vse krivi židi pa neke tako, ne? Kabalistične številke podali. Ampak mislim, na nek način hočemo biti tisti radikalni kritiki. Pa zamenjava populacije, to je bilo. To je začel razvijati. Ne? Torej, po eni strani hočemo biti kritiki, po drugi strani pa se malo ustrašimo, ko pa kaj zaštrli ven in hitro tisto potlačimo.
ne, ker nam je neudobno, čeprav se tudi z upravičenimi razlogi, ne, ampak vseeno je nek mehanizem zadaj. Ok, no in zdaj pač, če se vrnemo k Aljoševo vprašanje, kako potem to zdaj, te dobre namene humanistov, da bi se soočili s krizo evropskih vrednot in tako naprej in ugotovili, zakaj stari svet umira in ali kako roditi novega, kako to zdaj dejansko združiti, ne? Da ne bo spet to postalo neko samo nanašalno pogovarjanje treh tipov v neki sibirski gostilni. Se slišijo kriki v zadju. Ja, mogoče, ne vem, koliko mikrofon pobira. No, sej, popolnoma razumem dobro, o čem govoriš. Tudi jaz pišem tekste, ki so ujeti med oba svetova, tako kot literat, kot, ne vem, mislec, kritik, kulturni kritik, kritik politične scene, česarkoli že. Poanta ni zdaj, ni nam treba nagovoriti množic. Treba je pa ustrajati v bistvu pri tem potencialu nekega kapilarnega, po mojem, širjenja idej, ne? Prej slej se bo nekaj prijelo, no, po mojem. Po TikToku si ne rekel more, večer. Ja, verjetno bojo tudi na TikToku, ne? Bodo, ja, šorci. No, vidiš. Ja. Neki se more prijeti, po mojem, a veš, če pogleda par 100 ljudi ali pa prebere. Nekdo bo tam, ki bo mogoče zagrabil za nekaj in bo potem razvijal naprej in tako naprej. In tudi pomen humanistike ni, da nagovarja k teorije, nagovarja množice, ker večina ljudi dela, ne. Mislim, so ujeti v bitko za preživetje. Poanta je, da nagovori prave ljudi na pravem mestu, ki imajo mogoče možnost odločanja, da preko neke civilne družbe morda pride do arene, politične arene, dobi nek odmev, pa ni nujno, da kdorkoli dobi priznanje od nas za to, ne? Ampak da se utrne kakšna iskra sprememb. Zdaj pa kako reagirati? Po mojem s tistim gospodom včeraj nima smisla, ker to so samo nanašalni diskursi, to ne moreš predreti, ne? Če ima vse izračuna že naprej o številki 666 in 40 ga boš po mojem težko odvrnil, ker v njegovi glavi je to vse povezano. To je toliko nivojev povezanosti, da ga ne boš obrnil stran. Ne? Kako pa sicer? Ne vem. Mislim, to je vse, kar imamo, tam potencialni kapilarni, po mojem, vpliv. Zdaj, mogoče preden gremo v bistvu že k temu, kaj narediti. Kaj če ti bi najprej nama postavil svojo diagnozo temu staremu svetu? Imaš zelo specifičen pogled na te stvari, ki ni tako pogost, mislim, v mainstream mediji sploh ni pogost, čeprav se rado zdaj govori proti kapitalizmu, proti neoliberalizmu, to so postali neke floskule. Ne? Ti pa mislim, da imaš kar en sistematičen pristop k temu v skladu z neko tradicijo. In mogoče me zanima, zakaj misliš, da stari svet umira, karkoli že to pomeni? In v čem se to v končni fazi kaže? Zaprta. Vrata, če se lahko mogoče prej, prosim lepo. Hvala. Hvala za me. To bo v tehničnih, oni na koncu še kredici. Jaz mislim, da nima začeti smisla pri kulturalizmih, prepadih Zahoda in tako naprej, ampak gremo bolj na materialistično, to so obe poimenovani, sta bolj ali manj arbitrarni, ampak delitev na sever in jug, ne? Kaj se dogaja? Dogaja se to, da po 200 letih neenakega razvoja globalni jug pač dobiva, se nekako izenačuje, ne, z globalnim severom, ne, in tudi dobiva en ogromen srednji razred, ki ima tudi zelo solidno kupno moč. Ne. Kaj zdaj globalni jug to konkretno pomeni, kjer države? To pomeni vse v bistvu od Kitajske do... recimo, da je to neka triada, ne? Spet, če se skličujem na sami ravnini Azije, Afrike in Južne Amerike. Čeprav Južna Amerika je spet tu specifična, pa tudi regije v Afriki so specifične in tudi v Aziji in tako naprej. Ampak Azija v bistvu, predvsem azijski del doživlja nek vzpon.
minus Japonska, ki je bila že prej del globalnega severa, če tako rečemo, v tej globalni delitvi dela in dohodkov in profitov. Po drugi strani pa v bistvu globalni sever, katerega moč je utemeljena na ameriški vojski, ne, ki pač vsiljuje potem lahko monopole povsod po svetu in na moči ameriškega dolarja pač se mora soočiti s tem. Ne. Neoliberalizem, kaj v bistvu? Neoliberalizem je financializacija gospodarstva. ZDA so nekje v času katastrofe v Vietnamu in z vzponom pravic temnopoltih začele izvažati masovno industrijo na ta globalni jug in v bistvu omogočile usile pač dolar kot svetovno valuto in v bistvu kapitalistom globalnega juga jih prisilile v bistvu, da investirajo Wall Street in ameriško finančno industrijo. Ampak ta finančna industrija se je popolnoma ločila od ameriškega delavskega razreda, ki je začel propadati. In podobno zgodbo v bistvu srečujemo povsod po globalnem severu, oziroma zahodu. In ta elita je ratala popolnoma odklopljena od realnosti, ker tudi ne deluje v realni ekonomiji, če tako rečemo, v realnem gospodarstvu. Ne? In imamo v bistvu to je po mojem izhodišče te krize vrednot. Če primerjaš zahodne voditelje, ki so bili imperialistični tudi prej, ampak če primerjaš artikulacijo enega Trumpa s Kennedyjem, je to popoln poraz in popolna sprememba. In tudi kriza vodenja v Evropski uniji in ZDA omogoča hitrejši vzpon globalnega juga, ki pa ima tudi potem zelo močne družbene posledice. Fragmentacija se dogaja tudi, ni več neke enotne ideje v Evropi in ZDA, kaj pomeni biti pripadnik nekega naroda, zakaj si je vredno sploh prizadevati. Ne? In to vodi v bistvu pomanjkanje nekega tega okvirja, vodi v neko nihilistično v bistvu zlorabo moči in tudi nasilje strani oblastnikov. Slepo nasilje, ki je v bistvu obupan poskus ohraniti to moč. Tu bi te mogoče samo vprašal tudi za voljo poslušalcev, ko mogoče ne spremljajo tega diskurza tako pogosto, pa danes pač več ni tako pogosto, kot je bil, ne vem, mogoče za časa generacije mojih staršev. Kaj zdaj pomeni ta materialističnost? Kaj točno to pomeni? Da je srž problema kaj v ekonomiji, v proizvodnih odnosih, kaj točno to pomeni? Ja, pravzaprav, da se analizira družbene odnose izhodiščno na ravni materialne reprodukcije človeštva. Kar je specifično za kapitalizem. V predkapitalističnem svetu je gospodarstvo in izkoriščenje bilo zelo enostavno. Na vrhu so bili neki ljudje, ki so celo življenje izkoriščali delo ljudi na neki zemlji, recimo feudalizem. In to je bilo treba samo enostavno utemeljiti neko metafiziko ali pa vladajočo ideologijo in tako naprej. Kapitalizem pa v bistvu je zelo neprosojen, ker se trgi ustvarjajo globalno in ljudje so odtujeni od svojega dela. Ne vedo, kje v bistvu končajo tiste stvari, ki jih proizvajajo. Nimajo nič pravzaprav od njih. In ravno ta neprosojnost, to hitro gibanje kapitala, premeščanje populacij, delavcev povzroči, da ideologija, ki jo ljudje govorijo, v bistvu ne odgovarja realnosti, da mistificira. In zaradi tega tu nastopi historični materializem, ki naredi korak nazaj in ponudi orodje analize, tudi ideologije. Zakaj neki ljudje mislijo tako, da se stvari odvijajo tako? Spusti se v njihovo razredno podlago in skuša razumeti njihovo partikularno perspektivo v svetu, ki ne more več ponuditi te neke totalne vizije, kot so srednjeveške kozmologije, to bi lahko rekli, da ponujaš analizo pojava, ki zdrsne v samoumevnost, skozi to, da se
ustali en način govora o stvari. Ja. In torej, to je potem zavesten poskus, kako narediti tisto, kar vse se zdrsne pod pač samoumevno, Samoumevno, da se ja. v luč belega dne pač spravi in se spregovori o tem. Tako. In je potem neka vrsta spravljanja v govor iste stvari, ampak z drugega zornega kota. Ja. Torej, predvsem tega, ne vem, mislim, da sicer ne vem dosti o tem, torej, da Marx je ideologijo si zamislil kot tisto, kar mora kapitalist postaviti, da bo nek preprosti delavec sprejel kot razlog za to, da razliko med produkcijsko vrednosti njegovega dela in dejansko mezdo nekdo tretji pospravi. Ja, deloma je tako gotovo, deloma pa tudi so vsi ti procesi zakriti samemu kapitalistu, ki je tudi sam prisiljen tekmovati na trgu. Ne? Razen, če doseže popoln monopol, čemur se trenutno bližamo, recimo z raznimi Google in tako naprej, ko v bistvu lahko določa skoraj da celotno podstavbo. Vidimo, kako blizu so Trumpu ti monopolisti sodobni. Blagovni fetišizem je tisti koncept, ki je po mojem bistven za Marxa. Ideja blagovnega fetišizma je ta, da odnose med ljudmi določajo odnos med blagi. In to je v bistvu temeljna razlika s predkapitalističnimi časi. Ne? Da gibanje blaga spravlja ljudi v situacije, ki determinirajo njihove okoliščine in posledično tudi ideje. Ne? Marx ni katekizem zame, vsaj ne. Nemški teoretik Michael Heineck je naredil to zanimivo distinkcijo med svetovno-nazorskim marksizmom in teoretskim marksizmom. Svetovno-nazorski marksizem, ki je seveda bil pomemben za različne boje, je v bistvu cela ta folklora, rdeči zastav, ponavljanja določenih fraz in tako naprej. Medtem ko je teoretski marksizem projekt, ki izhaja iz določenih ključnih konceptov, ki jih je Marx razvil in jih aplicira in razvija v vedno novih situacijah. Jaz spomnim, ko sem na faksu bil, sem je zelo upiral marksizem. Ker se mi je zdelo, da je to neka šablona, ki se je podobno kot ta lakanovsko-psihoanalitični pristop. Malo je folklorno mogoče izpadlo zaradi entuzijazma med samimi študenti. Ja, se zelo to poistovetim s tem. Med študenti in v končni fazi tudi pri profesorju, raziskovalci, da je to neka šablona, ki se aplicira na vse. Po drugi strani vidim razlog, zakaj se to počne, ker dejansko je neka sovisna razlaga, ki smiselno pojasnjuje svet. Kapitalizem deluje po nekih šablonah, to je dejstvo. Tako, ne? So pa tudi meni nadležni upper middle class ljudje, ki to uporabljajo. Mislim, marksizem ne, da bi občutili zres neko organsko potrebo. Po drugi strani so bili ključni filozofi, teoretiki na svetu tudi upper middle class in buržuji, tle gre tudi za neke verjetno osebne karakteristike, koliko je človek iskren pri nek določeni stvari. Ampak ni pa kapitalizem vse, kar je na svetu. Je nekaj, kar določa neke ključne poteze naših življenj. Nismo pa reduktabilni kot ljudje, kot osebe na to. Točno to, ker to sem se včeraj, ko ste imeli pogovor, sem se ravno na to, ker smo govorili o krizi evropskih vrednot in o evropskih vrednotah, predvsem na tej kolektivni ravni. To je pač nek prostor, bolj ali manj arbitrarno določen, in ljudje na tem prostoru delijo neke vrednote in zdaj, ko je kriza, to je v bistvu kolektiven problem v prvi vrsti. Potem, ko zelo malo pa je govora o tem, da so te vrednote tudi čisto individualen problem. Da človek, ki se sooča tudi z kapitalističnimi razmerami, se na dnevni ravni sprejema neke odločitve, ki jih določajo te zunanje smernice, determinante, ampak v končni fazi se mi zdi vedno ostaja, mislim, da je Jernej Išček rekel nekaj v smislu par procentov, pa jaz mislim, da je malo več procentov še, ko potem te razlage preseneti. Tako, in se nekako
temu izogne. In zdaj recimo, na kak način se ti izogneš temu, da ne pride to v pretiran redukcionizem, ne? Ker vem, da tudi da nisi pa zaprt za človekove duhovne potrebe in se zelo zavedaš, pa tudi mislim, da si o poeziji rekel, ne, da igra vlogo neke iskanja transcendence, ne? Tako da, marsikrat bi v teh marksističnih krogih bi marsikdo mogoče bil še bolj togo, ne samo ta materialna plata, vse kar je relevantno, dobri pogoji življenja, drugo pa je nekako že neka opij, ne, mogoče celo bi rekli. Kako se ti izogneš temu, da ne bi šel pretiran redukcionizem, ali mogoče celo misliš, da pa je treba reducirati na ta način? Jaz mislim, da je eden tudi od pogojev za osebno duhovno uresničenje je prizadevanje za dobro in resnično. Ne? To si različni ljudje prizadevamo na različne načine. Lahko je nekdo dober družinski človek, lahko je pomagal skupnosti, pomaga živalim, je etičen. Dobro vzgaja otroke. Recimo, ja, seveda. Ampak mene je pač neka življenjska situacija pripeljala v ta položaj, da razmišljam o tem na družbeni ravni, ne, zakaj se krivice dogajajo na družbeni, kolektivni ravni. Ne, in pač v historičnem materializmu sem našel najboljše orodje analize tega dogajanja. Tega, zakaj se to dogaja. Ne? In v bistvu samo na ta način dojemam, ne, ta historični materializem, ki je čudovita, v bistvu po mojem teorija, emancipatorna teorija in fascinantna, ne, koliko lahko s tem razložiš, tako kot mogoče, ne vem, nekdo, jaz nisem sicer profesionalni teoretik ali karkoli, ampak mogoče nekdo, ki dela znanost, matematiko, ne, se v bistvu zaljubi malo v to zadevo, ne, in njeno razlagalno moč. In to je v bistvu to. Tudi ta svetovno-nazorski marksizem, ne, je tu in tam skušal zatirati religijo, duhovnost, so bile malo izemljene, kulturna revolucija je bila zelo brutalna v tem pogledu, ne, kljub temu, da je dejansko prinesla neko emancipacijo kitajskemu ljudstvu. Danes se tu spreminja, kakor poslušam, ne, predvsem mlajše socialiste, ljudi, ki berejo marksizem, tako v Sloveniji kot na Zahodu, v bistvu začenjajo spoznavati, da je duhovnost, ne, religiozni, iskreno verni ljudje jih pravzaprav motivira to, no, tudi za delovanje in vedno bolj prepoznavajo vrednost, ne, tudi za njihove socialistične ideje ali pa tudi prakse. Ne. Tako da prihaja do nekih sprememb. Ampak to ne vem, kateri letnik ste vidva, ampak to v moji generaciji še ni bilo. 1835. Nekaj tak, ja. Okay, ja. 95-letnik sem ste bolj zoomer ali pa rob milenija. Ja, v naši generaciji še ni bilo tako, ampak ko gledam te mlade, ne vem, v Iskri, regulacija Iskra ali pa na Instagramu, ko poslušam njihove analize, je pa to se že zelo spremenilo. Ja. Mislim, da se mi zdi, da najna generacija so kar dobro se umestili v sistem. Ja. Definitivno. Tako greš na kako obletnico gimnazije ali katajega, ne? Ja. Bolj ti sprašujejo, kaj ti delaš, ne? Drugače si pa malo podcast. Pišem pesmi. Ja. Ne vem. Zdaj, če gremo za analize, za te analize, ki zdaj opiramo, sem prebral, kako opozarjaš, da so politiki v našem demokratičnem sistemu z vidika historičnega materializma, agencij, kapitalizma. In to pomeni, da so potem volitve brezpredmetne oziroma sekundarnega pomena, recimo, da se glih bližamo, ne, temu času, ko sodni odločitvi. Ja, ko ve svoj čas. Med enim gospodarjem in drugim. Ja, ampak kako potem si smislimo za te ravni analize tak pojav, kot so volitve? Poglejmo, ne, če se navežem, blagovni fetišizem.
V kapitalizmu odnose med ljudmi določajo odnosi med blagi in volitve ne smejo bistveno posegati v to. Ne smejo vzeti privatno lastnino nad produkcijskimi sredstvi in dati ljudmi, da v bistvu proizvajajo zase. Ampak po drugi strani pa parlamentarna politika medira odnos med delavci in kapitalom. Včasih je imela pri tem veliko večjo moč, v času socialdemokracije, v času zlate dobe kapitalizma, po drugi svetovni vojni, ko je bilo treba tudi vse obnoviti in ko je v bistvu nova produkcija nasledila centraliziranja z državo povezane recimo tovarne in druge sorodne objekte in panoge, ki so bile nujne za zmago v vojni. In država in delavski razred sta bila takrat v tesnem sodelovanju, dokaj. Sicer niso preoprašali tega temeljnega razmerja, ampak so imeli delavci veliko več od tega. In tudi v Sloveniji je bila, se mi zdi, po mojem osebnem mnenju, nekje do korone je ta ideja socialna država bila kar mainstream in niso jo preopraševali. Pa očitno prišlo do nekega prenosa bogatstva, oportunističnega, ogromno korupcije je bilo tudi takrat, ko je pa neoliberalizem, ki se je v 80-ih že začel na Zahodu, tudi dejansko na veliko potrkal, se mi zdi, naša vračem. Prihaja do enega hitrega razslojevanja in fragmentacije družbe. In se mi zdi, ravno v tem trenutku pa je treba, pravzaprav bi bilo fajn iti na volitve, ne zato, ker bi si želel, ker bi upal, da bo nekšna dobra stranka lahko prevzela oblast, ampak zato, da v bistvu v parlamentu ohranja na očeh javnosti neke ideje, ki jih je treba ohranjati, podaja neke kritike tekočega delovanja katerekoli vlade pač že bo, ta Golobova radikalno-centristična ali radikalno desna ali katera druga. In poskušam mogoče vseeno malo blažiti njihove učinke. Tle Levica opravila nekaj je naredila, da ni prišlo do popolnega razsula na vseh ravneh, si je prizadevala za neke socialne poteze, po drugi strani pa tudi naredila ogromno kompromisov, ki jih prej ne bi. In se mi zdi, da pač to levo krilo, ki je odstopilo iz Levice, v bistvu dosti dosledno zadnje čase posebej opozarja na te probleme in se mi zdi, da prav, da ostane pri tem. Zdaj, mislim, da če zdaj ostanemo malo pri teh volitvah in na kak način zdaj se pa sploh opredeljevati glede tega. Prej smo govorili mogoče o enem ekstremu, čisto na začetku, nas humanistov, ki se zbiramo in pač te velike ideje tehtamo in skušamo potem, da bi to nekako mogoče pronicalo na neki točki, čeprav v praksi vemo, da se marsikateri humanist, filozof preprosto zapre v slonokoščeni stolp, in se v bistvu sploh niti ne zanima za ta vidik problema, iz različnih razlogov. To je mogoče ta slonokoščeni intelektualizem, ena skrajnost, na drugi strani pa imamo te dnevno-politične analize, pa te, mislim, si rekel, kolumnizem tale, ko vzameš par nekih dogodkov in pol neko poanto in pol par nekih besednih iger not vpelješ in pol je, ne vem, ali pa v končni fazi tudi Tarča, čeprav, mislim, igra neko pomembno vlogo z vidika tega, da izpostavlja afere, ampak to ni debata nobena, to je recimo vsebinsko čisto prazno. In isto recimo, zdaj nisem še do konca pogledal tega podcasta, ki ga ima Selakovič med Janšo pa Golobom, tako da ne morem začeti soditi, ampak to, kar sem začel poslušati, se mi zdi, da enostavno ostane to pri nekih preigravanih, nekih čist takih konkretnosti, ki pa v bistvu zakrivajo, ki pa mogle iti v abstrakcijo. Mogoče vsaka stran gre glih in humanisti bi morali iti malo bolj v stik s temi konkretnostmi in videti abstraktno v konkretnem na nek način, ne pa zgolj se izgubljati v tistih idejah na nek način.
Na drugi strani pa ima te dnevne analize, ja, ok, dobro, pač Janša je naredil to, on je naredil to, ampak dajmo zdaj to razumeti v neki širši sliki, zakaj je prišel Trump na oblast, zakaj se čudimo temu. Ja, seveda. Je to bilo res taki šok, nepredvidljivo, če pa smo videli, da se gre proti temu na nek način. Ja. Mislim, Trump je prišel na oblast zaradi tega, kaj sem prej omenil, ker je ta oligarhija izgubila stik z realnostjo in ratala zelo elitistično. Trump je pa obljubal, da bo reindustrializiral. Da se zlagal. Ja, pa ne vem, mogoče celo mislil, ampak to ne mogoče izgleda. Vse smo včeraj rekli nekako na kakšni podlagi dela Trump, na nobeni. Ja, se spomnite, ne vem, če ste vidva gledala South Park, ko je bila pri moji generaciji zelo aktualna. Ko je v bistvu on prizor, ki odsekajo kuri glavo neki na Wall Streetu, tako se odločajo. In kam bi investirali in jo da na ruleto pač in ta kura brez glave teče in brizga kri. Mislim, ne maram nasilja in živali. Tisti prizor v bistvu dobro ponazarja, zakaj tukaj gre. In to dobro piše Trumpovo administracijo trenutno, kjer se pa tista kura pade in tisto opcijo izberejo na ruleti. To je, mislim, ta dnevno politično kvazi analiziranje, to je upravljanje, to je branjevstvo. Govoričenje, bi rekel Heidegger. Kako? Govoričenje. Mislim, to je grozljivo, sploh jaz ne morem tega več spremljati, kako ljudje so svojo strast posvetijo v bistvu nekemu takemu nizkotnemu delu. Če karikiramo dosti preprosto, imamo dve korporaciji politični, dve podjetji, ki si prizadevata za svoje ljudi največ kapitala akumulirati prek države. To je vse. In pol v bistvu eni napadajo druge in šimfajo druge in to si ti, to sem pa jaz. Ben se grejo pa kao neko kulturno... A kdo res verjame, da je Janša iskren katoličan in vernik, ki se doma... Ki kontemplira in ne vem kaj, se spoveduje za svoje grehe, močno dvomim. In kdo res verjame, da je Golob partizan in antiimperialist in revolucionar. Nehajmo se hecati. No. Mislim, kako moraš biti neumen, to so prefigani ljudje, ampak duhovno, intelektualno prazen v bistvu, da se sploh greš. Neverjetno. Neverjetno. Ja, ker to je nek, to smo se prej pogovarjali, kak ne, na koncu koncev vse te razprave, kako so dolgočasne. Neverjetno, mislim, pa v bistvu ne morem gledati teh ljudi, mislim, kako to mogoče zveni malo grobo, ne morem gledati teh fac. Ki v bistvu popolnoma resno izgovarjajo neke stvari. Pogledaš ta soočanja, ki jih je milijoni, vsaka televizija ima 150 soočenj in pol tam v krogu stoji in pol ima vsak tisti par minut slave in zdaj mora performirati, da bo dobil tisti par procentov, mogoče še zraven. To je market, mislim, to je v bistvu naprej. Imajo neke, verjetno tudi marsikdo med njimi marketinške svetovalce, ki se jih pač trenirajo. Jaz vem, jaz sem bil del iniciative za demokratični socializem takrat leta 2014, ki je potem sem bil v 4. letniku in smo komaj spoznavali filozofijo. Oziroma jaz sem bil, ti si pa bil 3. Ja, še nisem bil. Da si profesor hotela dobiti za IDS. A res? Ja. No, jaz sicer nisem bil v tem možnem krogu, ki je pripravljen te soočenja, ampak kakor sem slišal, pa takrat smo se pogovarjali, da so dejansko Luka Mesec takrat briliral na TV in zaradi tega nenadoma so poskočili rejtingi. In je dobre stvari povedal, nedvomno, ampak vem, da... Pa nove. Ne, vem, ampak rekli so mi in verjamem, da je to legitimno, da v bistvu so ga drilali ure in ure na morebitne neprijetne vprašanja. Ampak no, verjamem, da v bistvu izkušeni politiki so že vnaprej to, da so tako ponotranjali. To je teater, to je performance in teater. In to je v bistvu umetniški poklic, mogoče bi lahko dobili status zaposlenih. Kaj že mislim, da Vezjak vedno govori o histrionizaciji politike. Pa zdaj pa še mislim, da socialne mreži pa še to zdaj bolj prišlo do izraza, ko še se snemajo, pa gre tja na neko lokacijo in pol neke intervjuje dela. Ja, pa daj, no.
mislim. Ali je to neko nujno zlo, ali s tem samo še prispevaš k temu, da se še politika še Mislim, jaz verjamem, debilizira, da lahko uporabiš za dobre stvari tudi te medije. Ne? Ker moraš pa, ne, po drugi strani, pa nimaš izbire, ker tam ljudje zdaj sprejemajo stvari. Ne. Tako. Isto kot midva Dejstvo pa je, damo na klipe. itak. Jaz tudi Čeprav, da se vražim. preveč objavljam. Ja. Preveč objavljaš. In te preganja. Poprobam se malo zmanjšati to. Ampak, kaj se hoče reči? Ampak ti mediji, že sama forma in tehnološki ustroj teh medijev ne deluje tako, da pozornost ustvarja, mislim, da lovi pozornost na en tak primitiv način, ne? In jo je mogoče uveljaviti predvsem z igranjem teh histrioničnih iger in šokiranjem in ustvarjanjem umetnih sovražnikov in tako naprej. Ne? In oni se to grejo. Ne? Ljudje, ki želijo, ko smo že na začetku rekli, ustvariti nekaj resnega na tem, bodo deležni veliko manj pozornosti, ampak pač neizogibno je. Ne? Ja. Tudi ko imaš v Ameriki vse te novinarske portale, pa mislim televizije nasploh, ki tako zagriženo iščejo novice, da potem platformizira najbolj grozovite stvari. Tam je množični poboj in bojo naredili potem serijo celi teden o njegovem življenjem. Potem bojo... Kot tiste avioni, ki je strmoglavo in pa so imeli ne vem kako. What murder? He was the best guy around. Poznate to? Ne. V Bostonu, ali to je že tako v 90-ih, se mi zdi, ali 80-ih. Ko prije neko italijansko četrt in vprašaš enega mafica, kakšen odnos ima do njega, tako reče. Cool, super lik. In tako več, kaj pa ti umori, pa tako rečem tip what murder? Moramo že zmontirati. He was the best guy around. Samo gli s tem lovljanjem, potem te pozornosti postanejo mediji najbolj verjetno, najbolj zagrižen ideološki aparat kapitalizma. Seveda. So predvsem prek te funkcije, da debilizirajo stvari, ne? Pa normalizirajo v bistvu eno. Mislim, jaz ko gledam to jokanje nad umiranjem centralnih medijev, prosim vas lepo, vi ste v bistvu ideološki aparat kapitalizma, ne? Vi reproducirate to zdravo pamet, ki je daleč od zdrave, ki je v bistvu patološka. Ne? Vi ustvarjate konsenze za vojne, za izkoriščanje delavcev, za marginalizacija, mislim, danes recimo se govori veliko o manjšinah, ampak se izpostavlja predvsem manjšine na način, da se vključijo v bistvu v vladajoče razrede. Ne izpostavlja se manjšine na robovih družbe, ne? In potem jezni, recimo beli delovski razred, če ga tako pomenujejo, v bistvu še bolj napada te manjšine, ki so na robovih, ne? Ker vidijo samo tiste, ki njih zatirajo. Ne? To je grozljivo. Ne? In dejansko v bistvu malo to razbitje te hegemonije centralnih medijev omogoča ljudem, da vidijo situacije z druge perspektive in malo bolj poglobljeno včasih razumejo. Čeprav večino ljudi mogoče še bolj debilizirajo, če tako rečem, ki iščejo v bistvu svojo potrditev, ne vem, za svoje teorije zarote. Čeprav ta sintagma teorije zarote je ful preširoko. Marsikaj dejansko je zarota. No? Ni isto, ni isto zdaj teorija ravne zemlje ali pa ne vem, whatever, tisto, kar je včeraj govoril o številkah, ne, pa Epsteinova dejanska zarota. Tako da So teorije zarote neki radikalen pojav ravno zaradi hegemonije? Recimo, če ne bi bilo neke vladajoče hegemonije, potem verjetno tudi te zarote. Možno je v bistvu, da se te teorije res retardirane, teorije zarote, neumne, out of the whatever, pa včasih retardirane, mislim tako, absurdne. Ne? Včasih dejansko inteligentni ljudje razvijajo, ker imajo v bistvu možgani, delujejo milijon na uro, ampak povezuje informacije na nek čisto absurden način. Da se v bistvu te absurdne teorije tako izpostavljajo, da bi se diskvalificiralo avtomatsko pač ljudi, ki dejansko mogoče želijo povedati kaj o kakšni dejanski zaroti, ki je oligarhije, predstavniki oligarhije
v bistvu naklepajo ali pa korporacije in tako naprej. Mislim, kaj je zdaj v bistvu rezultat tega procesa, ko se dolgo leta, mislim, zlasti v koroni se je v bistvu to začelo, ko so pač bili skeptiki do cepiv in tako naprej. Ko se je tako demoniziralo to teoretiziranje o zarotah, Tako. pol pa se zgodi Epstein. In, ali pa ne vem, pride neka afera, vem, da je ona, kaj je že mislim, predsednica Evropske komisije, da njen mož bil v farmacevtskem podjetju, ki je ful profitiral od vsega tega. Ne? Ja. In pol so ljudje tak, v bistvu so nas za nos vlekli. Ampak imaš Epstein, da pa imaš čez par dni na TV oddajo, ker govorijo, da govori teorije zarotah, ker vele umni strokovnjaki in doktori znanosti razlagajo ljudem, kako so v resnici idioti. Ja. Sodobni svet je tukaj monopolističen, da dejansko moč je v vedno manjše število v rokah in ti ljudje imajo možnost dogovarjanja o zadevah. Med korono, mislim, vsakogar, ki je, ne vem, podvomil o konsistentnosti nekaterih številk ali pa metod, so enačili z nekom, ki misli, da so ne vem, za antivakserskom tako imenovano, ki misli, da so cepiva ultimativno zlo in da niso prinesla. Mislim, to je to, ne? Točno to se o tem govorim. Ja, pa recimo scientizem. Vse ok, vse že pred korono se je to nekako vzpostavljalo, znanost, tisti vir objektivne, strokovne resnice, ki v bistvu mora odločati o vsem. Ne? Ampak v koroni se je pač opazilo tudi, da se je to skušalo formalno z čisto institucionalnimi mehanizmi uvesti. In tu so, mislim, vsi ti strokovnjaki so videli, da je nek odpor na te stvari, da pač, če je racionalen ali ne, se nima veze. Ti kot nekdo, ki upravljaš z družbo, skrbnik, verjetno moraš prepoznati, da ta odpor nekaj sporoča in mogoče prilagoditi temu. Sedaj pol recimo ta, kaj je bil za naš na NIJZ-ju, Mario Fafangel, ki je zamenjal Kreka, pa vse te, oziroma je postal neki javni obraz, bolj čist drugo retoriko. Bral sem takrat, je bilo že prepozno. Ko enkrat izgubiš zaupanje v neko ideologijo, ki naj bi utemeljevala implicitno predtem in v času korone eksplicitno, boš zelo težko nazaj upanje dobil. Tako kot je klerikalizem po francoski revoluciji, a pa še posebej po letu 68, prišel do neke stopnje nevplivnosti, ki jo bo težko recimo si povrnil. In točno to je, scientizem je ne mislim, da je ne mrzo brezmet, jaz sem veren in tako naprej. Ne mislim, da je religija iracionalna kot taka. Govorim o institucionalni neki ravni. In govorim o tem, da je scientizem postal vera v to, da ima znanost pravico določati vse aspekte našega življenja, kar je podobno verskemu fundamentalizmu. Znanost je čudovita zadeva, ki nam lahko pomaga in dejansko nam je v marsičem pomagala. Vse zadnje imamo veliko višjo pričakovano življenjsko dobo kot v preteklosti. Ampak znanost je daleč od tega, kar se predstavlja. In ta pozicija strokovnjakov je, oni zahtevajo dejansko, da mi absolutno verjamemo vsemu, kar rečejo. Da ne moramo dvomiti, mislim, nismo poklicani dvomiti o nekih specifikah, ki veljajo za njihovo področje. Ne bom se spuščal, dokaj nimam o tem pojma. Ampak takoj, ko ti začneš podajati instrukcije za upravljanje družbe, se spustiš na področje ideologije in tu boš mene pričakal, ker se ukvarjam z ideologijo in bom pozoren na vsako tvojo besedo. Se spomniš pred leti, ko je imel Sam Harris to predavanje, koliko razburo ljudi, torej naslov je bil Can Science Answer, samo statement je bil Science Can Answer Ethical Questions in poanta je bila, da mi lahko objektivno merimo učinke nekih sprememb ali pa nekih kakorkoli družbenih sprememb, ki jih bomo implementirali, z tem, koliko v idealni situaciji bi na možganski ravni lahko mi zaznali, da je ugodje, recimo, ugodnih reakcij sprožno. In potem je to on instrumentaliziral to idejo, da se je podal v kritiko islamske družbe. In je argumentiral, če se tam dogaja neke stvari, ki se objektivno
vplivajo na to, da bo možganska konstitucija whatever teh ljudi slabša, seveda moramo iti tam in povedati, da je narobe, ker je to objektivno narobe, ker zdaj imamo znanost, ki nam pove, kaj je prav in narobe. Ja, sploh Sam Harris je del te skupine tako imenovanih New Atheist. Vse pač ni narobe nič s tem, da so oni po osebni izbiri ateisti, ne? Ampak ti ljudje so pravzaprav propagandisti za vojne bili. Ne? To so pač ljudje, ki so dajali legitimnost. Mislim, da še zdaj je Sam Harris. Še zdaj, In seveda pač tudi nimajo, da so polpismeni. Glede Irana, to je v bistvu Justify, to ni tako Irak. Ja, pa tudi, tako rekel. Ja. Mislim, se zelo mislim, da moti, ker sem ga ujel, da to ne bo imelo take posledice za Ameriko, ker imelo po mojem veliko hujše, ampak pustimo to. Ti ljudje so tako antropološko, ekonomsko, filozofsko, ne vejo, pismi. To nima veze z razsvetljenstvom. Ti ljudje nimajo pojma o tem, kaj je nemški idealizem. Ali pa, ne, že samo, če govorimo o filozofiji duha in tem epistemologiji in znanosti. A so oni brali, jaz nisem poznal Kanta, ampak vem, da če bi brali nemški idealizem, bi še trikrat bolj pametne stvari govorili. To nima veze z razsvetljenstvom. To je mračnjaštvo scientistično. Ampak tudi v religiji. Mislim, pričakoval bi človek, da bodo vsaj se malo pozanimali par nekih teoloških tematik, malo, da dobiš neko širino in ne zgolj cherry pikaš za tiste pač kontroverzne delčke. Zelo zanimivo, da če so že, jaz ne mislim zdaj, da je judaizem odgovoren za dejanje Izraela, ampak zanimivo je pozvati, da se te religije, ki je v bistvu zelo podobno v nekaj elementih, niso sploh dotikali najbolj ali manj. In dejansko pač pokaže nekega razumevanja za ta pojav, ki ga tako samozavestno napadajo. Mislim, jaz osebno ne bi rekel, da sem zdaj v kakšnem konvencionalnem smislu veren, ampak ker sem se dosti ukvarjal s filozofsko antropologijo, ki nima skoraj nobene zveze z kulturno antropologijo, ki je danes bolj razširjena, pa mi je kar jasno, zakaj človek je religiozen. In da obstajajo zelo različne oblike tega, ki se ljudje niti ne zavedamo, da so v resnici religiozni. Mislim, smo se ravno včeraj pogovarjali z enima znamkama in ena je ful verna, ena pa ni bila tako verna. In pol na koncu je pač na neki točki rekla, ona verjame rajši v karmo. Ampak to je zelo, v bistvu že tega ni znanstveno dokazano. Dobesedno karmična, religiozna ideja ene dveh velikih svetovnih religij z Azije. Ker težava je tudi, če se pač vseeno navežemo zdaj na to našo krovno temo, pa tudi na temo tega festivala, ki smo ga zdaj tu vsi ukradli. Religija je povezana tudi z vrednotami. In tu je mogoče zdaj spet se vračam na svojo kritiko tega mogoče bolj materialističnega pristopa, da preveč pozornosti vseeno namenimo tem, proizvodnim odnosom in temu ekonomskemu stanju in tako naprej. Spregledamo pa to, kar se na tej duhovni ravni dogaja. Ne vem, ker se mi zdi spet enostavno preveč redukcionistično. Mislim, da lahko marsikaj pri tem trumpizmu in vsem skupaj. Včeraj sem že menil Jordana Petersona. Jaz mislim, da on zaznal to duhovno mislim, Jordan Peterson je bil odgovor na to in ne mislim, da je vse, kar je povedal, popoln idiotizem ali karkoli. Je pa šel predaleč pol, mislim. Pač njega je to zaneslo, ko priješ ta prerekanje in pol si tako pač in ne vem, zdaj ni v dobrem stanju. Vse zadnje je on po tistem napadu 7. oktobra takoj napisal, kaj je že napisal, Give them hell. In takrat se ni več pobral. Kaj je napisal, to pa ne vem. Give them hell. Torej Izrael naj se maščujem. Da ne govorim o tem, da je z Netanjahujem prej vdiral v tisto Al-Aqsa mošejo, ki velja za tretji najpomembnejši verski objekt v islamu. Ljudje pa verjamo, da v njegovem, nekateri ljudje, ne poznam podrobnosti, ampak ti ekstremni cionisti, da bo na njegovem pogorišču v bistvu zgradili ta tretji tempelj in povzročili s tem vrnitev Mesije. Se zelo strinjam. Meni je v tem pogledu čisto sekularno, o sekularističnem vplivu religije na družbo odprl oči Emanuel Todt, ki tudi sam ni religiozna oseba,
ampak je recimo napisal to delo, ki je pred kratkim šlo v prevodu Propad Zahoda, mislim, da je original bolj poraz v francoskem in v angleščini tako prevedeno, ker je pokazal ta nihilizem, o katerem govorimo, med drugim z opadanjem, s pomočjo opadanja religioznosti. On trdi, da v bistvu družbe poznajo tri stopnje religioznosti. Prva je ta dejansko religiozna, ki upošteva, ker ljudje dejansko verjamejo v metafizične zadeve in tako naprej, ki konstituira neke družbe. Potem je ta zombijska faza, ker v bistvu te metafizična dimenzija izgine, ostane pa etična. Neka etika, ki ljudi povezuje v skupni projekt. Ta etika je lahko tudi krivična, do koga drugega. Kako si jo poimenoval? Zombijevska faza. Okay. To je njegov koncept, zanimiv. In dokler je recimo protestantizem ima to idejo po njegovem predestinacije in neka oblika izbranosti. Samo delovanje in uspeh v realnem svetu dokazujete tvojo izbranost. In protestantizem je bil tista religija v zombijevski fazi, ki je lepila ameriško belo družbo skupaj, ob izključevanju temnopoltih. Druge religije imajo svoje, mogoče slepe pege na tej ravni, recimo, in tako naprej, ampak tu izpostavljam, ker je Amerika v ospredju. In pravi, da je to omogočilo Ameriki tudi močne in meritokracijo. Za vladanje je potrebna meritokracija. In zdaj pravi, da je Amerika na ničti stopni religioznosti, kjer pa ni niti tega več in ostane samo še čista gola cinična ambicija, ker v bistvu resnica preneha imeti kakršenkoli pomen. Kar vidimo, v bistvu Trump laže vsakim stavkom. Ampak spet bistveno, to bi si moral, malo si kakšen marksist prebrati, obenem pa lahko spet povežemo to nastanek te nične stopnje obratno skozi neko materialno pogoje. Recimo s to financializacijo, ko gospodarstvo preneha biti realno, teritorializirano v tovarnah in tako naprej in postane v bistvu oligarhizirano in se ljudje prizadevajo priti v te elite, tradicionalne delovske skupnosti razpadajo in s tem razpadajo tudi vrednote, ki ljudi povezujejo. Skratka, tu vulgarni marksizem pravi, da je vse posledica baza in nadstavba. V bistvu baza popolnoma naddoloča ideologijo. Novejše, recimo, marksizem je doživel velik razvoj skozi čas in več to ni zdaj več mainstream mišljenje, ta zelo enostavna. Tudi seveda obratno smer gre ta vpliv. Zdaj, kako točno eno na drugo vpliva, je zelo težko oceniti, ampak marsikdaj lahko vidimo dejansko sovisnost. Kaj če zombijske fazi sledi nična, a je to potem pojav, ki kaže na sovisnost religioznega pa etičnega, v smislu, da etično je odvisno od religioznega? Ja, po Emanuelu Todu je odvisno, v tem smislu, da v družbene etike, neke etike ki povezuje neko celoto družbe. Ja. In etiko vladajočega razreda, če tako rečemo. Mora to vedno biti neka religija v zombijevski fazi? Ne vem. Mislim, na individualni ravni so pač ljudje, ki so ateisti in so zelo etični, marsikdaj seveda bolj kot ljudje, ki so religiozni zdaj. Ampak na družbeni ravni pa ne vem. Če sledimo tej analizi od to, da najbrž ne, ali kaj. Nekaterim je marksizem ali pa ta svetovno-nazorski marksizem predstavlja nadomestek za religijo. In tako. Kitajska je zdaj ful zanimiva, ker je zelo odporna na to ničto fazo. Ker je ta konfucionizem že nasploh mal daje na stran transcendenco in pač to so nebesa, se ne ukvarjam reči. Nebesa so in ogromno podaja pač na to družbeno dimenzijo. In zaradi tega, ker nima zelo specifične opredelitve te transcendence skozi različne družbene ekonomske sisteme lahko tudi ustraja. Bomo videli dokdaj, ker se tudi ta potrošništvo se zelo zdaj
razvija na Kitajskem in opaža neke novice, prihaja, da vedno več tudi osamljenih ljudi, ljudi, ki se ne poročajo, nima družin, živijo sami v stanovanjih v ogromnih mestih. To bo zanimivo spremljati z antropološkega vidika. Ja. Ker ta hierarhija, ki si jo z treh različnih faz se tudi lepo ujema z hierarhijo, ki jo Borut Ošlaj izpostavlja v svoji knjigi Homo diaphoricus, ker pa to na primeru grške kulture. Imaš to prvo fazo te pristne religioznosti v tej krečansko-mikenski fazi, ko dejansko pač se verjame, neka bitja presežna obstajajo, so neki rituali, ki se dejansko spostavljajo stik z tem presežnim svetem na nek način. Potem pride Homer, ki je že tako malo, to je že malo, to je fikcija. Vse vemo, da ni čist tak, ampak je zgodba in potem v bistvu ta estetska totaliteta, ki jo ustvarja, estetska celota, umetniška celota, na nek način služi kot nadomestek tiste pristne religiozne izkušnje. Potem pa pride Heziod, ker pa je samo vrednota še dela in dnevi, je potem njegova pesnica. Ker pravzaprav ni več nekega transcendentnega vira morale, to še samo se delamo, da je, kao da je to Zeus ali nekaj, kakorkoli povezano z bogovi, ampak smo samo neko pratiko. To delaj takrat, moraš ono žeti, takrat moraš ono sejati, ne smeš si nohtov rezati pri, ne vem, polni luni in tako naprej. Zelo dosti nekih takih pratiških nasvetov, ki tudi danes jih v bistvu ful opažamo. Jaz sem zelo, zadnji smo imeli Aljošo Bagula na podcastu, pa tudi en esej sem lani ali predlani zdaj že napisal, ta samopomočniška industrija, ker po eni strani se pač predstavlja, kot da je njena funkcija to, da mi svoje duševne težave lahko s tem uravnavamo in pač se lažje soočamo z nekimi življenjskimi izzivi. Ampak moja teza je, da v resnici ustvari več problemov, kot je bilo prej. Zato, ker je ravno to naredi. Nanizati milijon nekih opravil, ki jih moraš delati in jih ne delaš. Da moraš delati jogo, da moraš meditirati, da moraš imeti socialne stike, ne smeš imeti preveč od socialnih stikov in tako naprej. Ogromno nekih opravil je v glavnem, s katerim bi se ti po eni strani lažje soočal s svojim stanjem, v resnici postaneš samo bolj zafrustriran in bolj začneš vsem drugim težiti. Niste tak, zakaj si tak, ne poslušaš me, nisi odprt in pol neke taki problemi nastajajo, ki so mogoče včasih smo se jih bolj preprosto z njimi znali soočiti, zdaj pa postanejo kozmične razsežnosti, dobijo vedno. In se bolj skozi ta proces, ko to vlogo igra tako razduhovljena duhovnost, se v bistvu odtujimo ne samo od svojega dela, ampak tudi od sami sebe v tem procesu. Vidiš, to mi je zelo, kar opisuješ, pa verjetno ni intuitivna povezava. Kot muslimana me to zelo spomne na islamski fundamentalizem. Recimo v nekaterih mogoče zalivskih državah in podobno, kjer je vse zvedeno na en kup neskončnih reproducirajočih se pravil, ki so enoznačna, medtem ko v bistvu ta transcendentalna dimenzija zmanjkuje. Ljudje živijo tam v teh vprašanjih, zdaj koliko dolgo po tej vojni. V teh petrodolarskih v nekem petrodolarskem čudnem hedonizmu so tapljajo, v nekem spektaklu, športnih spektaklih, v potrošništvu. Toplih v bistvu so Meko so spremenili skoraj v nek ogromen trgovski center. Tam imaš Meko, pač pa Kabo, pa v bližini že kup McDonald'sov, pa Starbucksov. Da je dansko ful zanimiva, se mi zdi ta povezava. In tukaj, kjer človek je metafizično bitje, vseeno bo iskal, tudi če ni več vladajoča ideologija, religija, bo iskal zavetje in smisel, poanto vsega. Ker z vsakim doseženim ciljem se zastavlja novo vprašanje, kaj pa zdaj? Na smrtni postelji se zastavlja vprašanje, kaj pa zdaj? In ljudje bojo vedno pač iskali odgovore. Vprašanje pa je, na kakšen način je možno, na kakšen način se bo to tukaj, recimo v zahodnem svetu, reševalo, pojma nimam. To je tak en ogromen pravzaprav eksperiment zgodovinski, ne vem, če se že kdaj, mogoče se je, ampak na takšni ravni v bistvu zgodil nenaden upad religioznosti in ponovnega preopraševanja vsega. Če gledaš te, pač to zdaj, ko govorimo o raznih skrajnih desnicah, pa skrajnih gibanjih,
Mislim, da torej k temu sem prej že hotel napeljevati, da tudi to vlogo igrajo, ne? Da zapolnijo ta duhovni vakuum, ker se v končni fazi fašizem, ne, tudi pa nacizem je imel zelo močno to metafizično komponento, ne, in se tudi zelo dosti z raznimi filozofijami napajal. New Age to fascism pipeline. Tako, ne, in potem, če zdaj vse zvedemo zgolj na te realpolitične stvari, ne, spregledamo pa bolj to, po eni strani to je komponentno, ki jo ti izpostavljaš, to je res ta materialistični vidik, po drugi strani pa tudi ta potem spiritualistični vidik, pravzaprav, ne, da resnici moramo oboje nekako držati in tu vmes nekako se zelo strinjam. To imam jaz velik problem z enimi, mogoče, mislim, nimam osebno problem, ampak z mnenjem nekaterih na levici. Epidemija, ne vem, depresije je, ljudje so zelo slabo počutje. Aha, problem je, da ni dovolj stanovanj. Problem je, da ni zanesljiv žal. Ja, gotovo je to zelo prispeva, ne. Ampak to, da boš naredil stanovanja, ne boš rešil tega problema zares, ne. Ga boš olajšal, ampak bo ta problem gotovo ostal in to je tako kratkovidno. In v bistvu ta nivo redukcije tudi mene zelo moti, ne. Pri razmišljanju zahodne levice trenutno velikega dela, ne, tudi slovenske. To ne pomeni, da ne spoštujem njihovega dela, njih slišim, ampak mislim, da so tu prekratki. No. In pa daje v bistvu ta boj za pravico, ta ideja o pravici jim daje neko vseeno nadomestek tega. Ne. Ideja doma njihov, življenje njihov smisel in to je tudi vredno spoštovati. Ampak mislim, da če bodo dosegli svoje cilje, bodo razočarani. Včeraj, veš, dovolj majhen skok, včeraj si eno zanimivo misel delil na pogovor v sklopu festivala, si rekel, da tehnologija je emancipatorna, ampak če je ne razumemo, pa je lahko zasužnjujoča. Lahko to malo razširiš, to misel. Ja, to sem izhajal iz tega, da je ne vem, da pravzaprav imamo eno civilizacijo, ki vso inteligentnost enači z to neko operativnostjo tehnološko, znanstveno, ki je bistvena. Kot smo rekli, ne, tehnologija in znanost pomagata ljudem v marsičem. Ja, verjetno čisto na konkretni ravni s tem, da se ne rabimo z neposrednim preživetjem ukvarjati, da se lahko gremo na više neke duhovne probleme. Tako, ampak če nimaš ideje, pol kaj s tem narediti, ne? Če uporabiš v tej neki nihilistični smeri za izvajanje dominacije, kar se trenutno zelo dogaja tudi preko naših ekranov. Jaz ne moram razvijati, jaz uporabljam telefon skozi. Ampak je pa dejstvo, da v bistvu telefon ustvarja naše obnašanje, ne? Zato, da lahko nam bolj oglase tudi ponuja pa potrošniške produkte. Da ne govorimo o AI-ju, vlogi, tako sploh ni AI, to ni inteligenca, to je v bistvu mašinsko učenje, ne? Ki so ga potem imenovali umetna inteligenca, da bi ga boljš prodali, ker ima bolj misticističen prizvok. Ne? To sem poslušal eno iz te sfere, gospod, ki je razlagala. Ne? Vlogo mašinskega učenja v genocidu, pri pobijanju ljudi. Pravijo, holokaust je bil grozen. Je bil grozen, seveda, zaradi mehanične narave ubijanja tega, ampak to je spet, ne? Vendar ne v smislu te neke industrijskega kapitalizma, ker v bistvu smrt postane del proizvodnje tovarniške, ampak v smislu te digitalne, ne? Razpršene, ker v bistvu mašinsko učenje ne lovi ljudi, pa jih pobija, pa si izbira tač. Noro je to, mislim, da zato med Anthropicom pa OpenAI ne se fajta, kdo bo lahko to delal. Pa menda je za napade na Iran, med drugim to šolo, kjer je umrlo 170 deklet približno, ne? Da so cilje zbrali s pomočjo mašinskega učenja. Mislim, da Anthropic je bil ravno zraven. Pol pa so oni rekli, da na Anthropicu, da je to še premalo zanesljivo, kao, ne? In pol niso hoteli podpisati pogodbe, in pol so jih odrezali in zdaj pa je OpenAI pa bo. Aha, ok, zelo boljš. Ni mi ok, če koga slučajno do drugega strani. Ja, no vidiš, to je to, ne. Ko izgine ideja duha ali pa duše, ki se ljudje cinično posvehujejo, tudi marsikdo na levici, pa imaš samo še
butasto, v bistvu spolno napak, mašinsko učenje. Ja. Vse, ko si rekel predne, da to ni prava inteligenca, ne? Ja. Kaj v bistvu kvečemo, v najboljšem primeru je to tista preračunljiva pamet, Tako, ja, premetenost. Ne? Ja. To, kar vsi delamo, ko ne vem, hočemo v trgovini čim boljše, čim ceneje skozi priti, ne? Ampak te pameti ne moreš uporabljati pri uravnavanju medosebnih odnosov, kaj šele politični. Ne? Ampak točno to se počne. Ne? Tako. Ja. Plus to, da kukar je lahko uspešno preračunaval, ima tudi, ker doben zares ne verjame, ne ve, niti njeni ustvarjalci, kako zares deluje. Ampak ima ogromne halucinacije, tako halucinacije. Tako neverjetne napake dela random, mislim, zaradi vzrokov, ki jih v bistvu še ne poznajo. Zares, ja, in tudi verjetno ne bodo mogli, ne? Ker je v bistvu sistem, ki je nepredvidljiv, ne? Tako kompleksno je. Ne? In samo mogoče ampak ja, mislim, da je tudi ta umetna inteligenca je del te krize, v kateri govorimo, pa te smrti starega sveta, ne? Ker smo se včeraj pogovarjali tudi na dogodku, da je ta proces digitalizacije je pač ta prehod, ki se zdaj na nek način dogaja. V bistvu ta materialna sprememba, ne, ki bo tudi določala, kam bo svet prihodnje šel. Da smo zgubili, tako da. Razmišljam ne vem, dolgo se je govorilo v enih filozofskih krogah o eksistencialnih globalnih pretnjah. Ne? In zmeraj se je izpostavljalo torej na eni strani umetno inteligenco kot to slepo mašinerijo, ki z to preračunljivostjo na vse pretega svoj cilj doseže. Nima pa dobenih, najbolj karikiran primer je tovarna hrenov, ki začne za ljudi proizvajati meso, ker samo išče meso, išče surovi material, razpoložljivo sredstvo za svojo produkcijo. Zdaj drugi eksistencialni tak riziko, ki ga veliko v medijih tudi o njem govorimo, je globalne spremembe. In zdaj še vojna dodana na to in kot katalizator teh globalnih sprememb in tudi kot eksistencialna pretnja sama na sebi, s tem, da imamo te avtonomne sisteme, ki zdaj skrbijo za tehnologijo, ki v vajetih drži nuklearne sile. In malo pade človek, to sem tudi včeraj zaznal na tem festivalu, malo tak duh pesimizma zagrne vsako tako diskusijo. Ali sem to projiciral? Ne. Pesimizem, it's a fact. Optimizem srca in pesimizem intelekta. Destroyed by facts and logic. Ja. Imamo svoj meme zdaj. Dobro. To mislim, da zdaj lovim to nit, ki se v bistvu nadaljuje s tem, kar si govoril. Ne? Ki ti si rekel, mislim, da par članki si rekel, da v bistvu internet ni nujno ga demonizirati, ne? Ker vseeno odpira, ker medtem ko so tradicionalni mediji imeli zelo močen prijem nad ideologijo, ne? Internet malo decentralizira se skupaj, ne? In ni čist predvidljiv, ne? In zdaj so mogli ful te algoritme začeti delati, da bi vseeno nekako neke tokove spostavili znotraj tega. Ne? Ja, ampak problem, ki je nastal, je, da je toliko informacij nastalo in toliko spletnih strani je zdaj, toliko nekih botov, ki dela spletne strani, pa tam, ko so te cele farme, teh nekih oglaševalskih spletnih strani, da na neki točki Google, ti si verjetno odraščal z Googlem. Jaz se spomnim, ko je bil Google uporaben. Danes na Googlu, razen če zelo ciljno iščeš, praktično ne moreš več najti uporabne informacije. Jaz jih še vedno uporabljam. Kaj? Navadil sem se, jaz ga še vedno ful uporabljam. Mislim, čeprav sovražim Google, ne? Ampak je ful je teh nekih čist, recimo, ne vem, nekaj bo tako banalnega, kot je ocena nekega izdelka. Ja. Če si dansko našel par blogov, je vsak po svoje povedal. To pa je noro, ne? Neki advertisementi, oglasi, vse posod, ne? Konce reviewove, ki so z boti napisane in samo sortacije, ki je narejena po optimizacija so temu tudi. SEO, ne?
In na neki način umetna inteligenca je odgovor na ta problem, na problem te hiperinformacijske, hiperdiskurzivne dobe, ko več ne moramo vse te informacije obvladati. Ne. Jaz sem se lani v enem eseju v Pijočih puščavi sem raziskal, kako so se v renesansi že takrat, ko je tisk prišel in so bili, kako bomo mi obvladali ves ta tisk, toliko knjig, nekdo bo lahko to vse gledal. Mislim, da je en biograf od Descartes celo napovedoval, da bomo padli v barbarstvo zaradi količine knjig, ki prihajajo. Vidiš, Osmanski imperij to je ena ključnih napak, ki so verjetno prispevali k njegovemu zatonu, da je prepovedal iz istih razlogov. Ker se mu je zdelo tako necivilizirano imeti tiskarske stroje, ravno verjetno zaradi tega, ker je veliko treša prišlo ven. Da v bistvu je to prepovedal. Nisem vzelo potrebno, tudi ker je bila tedaj to cvetoča civilizacija, ker se je štimalo, zakaj bi se delali probleme še s tem. Ampak Evropi recimo je pa ful pomagalo. Ja, sej, mislim, na koncu itak so pol videli, da so številni pozitivne plati tega. Ampak mi smo danes tudi v taki dobi tega polnega preobilja informacije in potem pride neko orodje, ki pa zdaj lahko te informacije strne in ti pove, kaj je res. Po drugi strani pa je sama generira, ker zdaj, ko recimo s tem podcastom gremo na YouTube, gremo v šorce in konkuriramo za šorce, ki so AI ustvarjeni, ker smo v divini vseh teh avtomatiziranih izdelkov in vmes pa smo mi, mala pikica. Kar bi jaz napeljal je to, kako smo prej v tej pameti, preračunljivi pameti učili. Večina ljudi, ki se zdaj zaradi tega upravičeno na nek način posega po umetni inteligenci, ker pač, če greš na Google, boš našel full trasha, če nisi toliko izkušen, da veš, da razbira trash. In zdaj svojo resnico, svoje podatke in na koncu svoje mišljenje pobira od stroja, ki pa ne razmišlja, ki zgolj preračunava verjetnost ene črke ob drugi. In mislijo, da in se z njim pogovarjajo kot z razmišljajočim bitjem. So bili že primeri samomora, ko ljudi poglobijo njihove iluzije, deluzije. AI, halucinacija, kako že. Ampak je v bistvu confirmation bias, ki te vodi. Jaz sem zdaj poslan na zemljo, da rešim svet. Morda si pa res. Čestitke. Prepoznal si svoje potencijale in pa gre to. So bili takšni primeri. Komunikacija z enim človekom, ki me je lovil na AI-ja sprašal, če imam jaz prav, recimo, glede nekaj zgodovinskega dejstva. Jaz sem trdil, da je na Slovenskem v tistem času druge svetovne vojne so nekateri vedeli po časopisih, ki so bili zelo razširjeni, kaj prinaša nemška invazija, ker so imeli recimo fotografije iz Poljske. Je bila konkretno v enem dnevniku enega domobranca sem bral, da so videli te fotografije ene ženske dekleta, ki je bila ubita. In pa me je ta tip prepričeval in spraševal AI, da pač jaz ne morem imeti prav, da so bili zelo neosveščeni. Tako, kaj še nor, vse, kar jaz rečem, je pa nekako izpeljal do tega, da sem jaz neprištevna oseba, ki pač... Seveda tudi ta oseba ima ena svoje specifike, ampak se soočamo s takimi fenomeni. Ampak to niso samo skrajni problemi. To so tudi, najni znanci. Enkrat smo imeli za nekom debato zelo specifični politični temi in na koncu smo se čist, kot da je najbolj samoumevna stvar, smo zaključili z linkom za ChatGPT-ja, ki je odgovoril na naše konkretno vprašanje in podal tista dejstva, ki pa so pravilno. Strašljivo. Mislim, za kakšne ne poda vedno napačne, ampak zanašati se na nje. Mislim, to je problem, da zdaj tista naloga artikulacije, ki je pač zgolj lastna naša, je odpadla. Lahko samo poveš njemu, da za tebe artikulira, da se ne rajmo mi lomiti, ker to je res... samo artikulacija misli, pač kakšne napor je to, pa pa branje, preko smo govorili. Pa potem raziskava. Se pa ti povzame v enem stavku, kaj je Platon res mislil. Pa da ti si množstvo nekih podatkov in zdaj moraš izkristalizirati iz tega znanja, pač kakšna grozna naloga je to, grozno dolga naloga, vse samo po sebi je lepo. In zdaj imaš mašino, ki pa prepričuje ljudi in to na masovnem nivoju, se mi zdi, da pač bo ona artikulirala za njih stvari, ker bo zelo jasno.
artikulira sam, ampak iz tekstov, ki so jih ukradli. Ja, se sploh ni, že to je, Okay, že to je fiktivni jezik, ki ga uporabljam. Ne? Tu potem vidiš spet to, mislim, jaz vidim to vezel med tem, kar počnemo humanisti, pa tem, kar se dogaja v konkretnem svetu. Ne. Mi se zdaj tu pogovarjamo o poglobljenem branju predsokratikov, Demokrita in tako naprej. Mi smo in do tem, da je treba kritično razmišljati. Ampak ljudje trenutno spet, mislim, nekje to zapišeš, ne, da morajo filozofi, intelektualci morajo misliti, zato ker pač ljudje zaradi svojih pogojev možnosti nimajo te možnosti. Ne. Ja, na nek način so prisiljeni uporabljati ta orodja. Jaz vidim to recimo na delovnih mestih, ne, da pač šef zahteva, da to uporabljajo in tudi če ne zahteva, če hočeš konkurirati s svojimi sodelavci ali pa tudi z drugimi podjetji, nimaš izbire, kot da to uporabljaš. Zdaj je vprašanje, ne, mi pa se zdaj pogovarjamo o evropskih vrednotah, ne, o tem, o nečem, kar bi naj neke razmišljujoče skupnosti nekako izoblikovale v tem nekem hiazmu med kolektivom in individuumom, med duhovnim pa materialnim. In to je konkreten pogoj, ne, je to materialni pogoj, neko sredstvo, ki ga upravljam, ki onemogoča, da bi do tega vrednotenja lahko prišlo, oziroma pride zgolj lahko do tega, da vrednote downloadamo. Ja. In mogoče zdaj se lahko vrnemo na tisto, kar smo mislim, si ti začel s tistim vprašanjem, ne, kako zdaj pronicati do ljudi, ne. Kako se dejansko zdaj s tem spopasti? Jaz mi tu med sabo pogovarjamo in pol gremo na TikTok in pol tekmujemo z slikami mačk pa Kim Kardashian. Ja, verjetno neka dejansko praksa organiziranja, za katere ki je tudi razvpita in pričakovana, ali več skrovimo, noben spet ne ve, kako to zares začeti. Skvoti, ne vem, recimo skvot, kva je že ta v Ljubljani? Plac. Kvalitetne v bistvu ljudje se kvalitetno druženja imajo tam, ne, mladi, mlajši od mene. To tudi hoče nekaj. Ja, nekaj hoče še to. Ja, čeprav so bili kao dogovorjeni z vlado. Menda so bili, niso bili obe, seveda. Ne moreš pričakovati, da bo izpolnili od takšnih vlad, ampak recimo to, no, poskus vsaj nekega minimalnega organiziranja. Jaz sem se malo angažiral v neki referendumski kampanji. Pa sem že v bistvu, recimo na terenu sem se srečal z nekim človekom, ki je neonaci, ne. Ali to ni bil slab človek, to. Prišel je, zdaj mi pa povejte, kako daleč smo, kako slaba je situacija. In je zelo dobro opisal v resnici, ne. Država je podjetje, država ni več avtonomna, suverena in tako naprej. Odločajo, ne vem, drugi o naših socialnih, ne vem, pravicah, ne. Do te točke je bilo vse super. Pa začel židi, ne. Židi v resnici stojijo za tem. Ena majhna, recimo, en tak majhen prestop. In če ne bi bil takrat na terenu, čeprav smo bili neuspešni, ne bi imel tega uvida, recimo, ne, v tako osebo, ki je mogoče precej pogost način razmišljanja, ne. Tako da to, probati se vključiti, kolikor jih je, ali pa spodbujati kakšna akcija, no. Edini, po mojem, način. Zdaj, duhovno to ne bo rešilo civilizacije, mogoče pa lahko pomaga ustvarjati nek teren, kjer se sploh lahko skupnost ponovno pojavi. Ja, in potem lahko razmišljamo o metafiziki. Ker zdaj mogoče ena nevarnost, ki vidim, je, da ko enkrat začneš se angažirati, hitro postaneš goli aktivist. Ja, in nehaš misliti. Absolutno. Ker moraš delovati. In potem te potegne v ta tok delovanja. In to recimo, ko je bilo to protestniško gibanje v času korone, recimo, ne, se mi zdi, da ni bilo mišljenja kaj dosti zraven. Pač bila je neka agitacija, ki je bila mogoče v tisti točki potrebna. Bila je resnica. Ja, pa tudi, to je pa še zraven bilo. Ne? Mislim se, da bi v bistvu oba pola nekako. Ne?
In se mi zdi, da zdaj, če smo zdaj pač v tej vlogi nekih humanistov, filozofov, je v bistvu naš izziv, kako misleče delovati, ne? In pač svojo vlogo upraviti, koliko tako se drugo nismo sposobni, še posteline si ne znamo postlati, je rekel Platon, ne? Pa si kak je že oslediti čaja. Tako da ja, kako misleče delovati, ne? In recimo, to, ko si ti rekel, ne, magari prek TikToka, ne? Ali pa pišeš Facebook objave in trigeraš ljudi. Ne se pustiti v slonokoščeni stolp zapreti, pa ne se pač vzeti neko ljudskost prisno, recimo, ki izhaja iz tebe. Da je meni Žižek ima zaradi mene lahko 100 napovednikov v kavarni sem za dogodek v kinu Šiška, ampak se mi zdi manj pomembno to, kot tudi če pride, ne vem, 1000 ljudi na takšen dogodek, se mi zdi manj pomembno kot ena dejansko pristna misel, ki se sproži na tak način. Ne? Ima lahko dolgotrajno veliko večje učinke. Ti si včeraj nekoga si navajal, ne, da je rekel, da če pri eni osebi dosežeš... Ja, in ti ne veš, kje je ta oseba, kako bo ona vplivala na druge. To je odgovor na moj ta pesimizem, ki ga včasih čutimo ob ustvarjanju pa mislim, dejanju. Mi smo tle tudi, to je spet ena duhovna stvar, duhovne krize, da mislimo, da imamo stvari v svojih rokah, da smo odgovorni. In da če ne vidimo učinka iz prve, da ga ni. In ravno to je v bistvu zadeva duhovnosti, ne? Da prepoznaš neko usodo ali pa neko omejenost svojega delovanja. Da so zagovarjam za nečas. No, vidiš. V islamu rečemo temu tawakul. Je to reliance v angliščini. Takrat je pa te meje slonokoščenega stolpa niso očitne. Niso očitne. Ne vemo, kdaj smo v njem, kdaj torej sprožimo pristne ideje izven njega, kdaj pa smo zgolj spet v svojem odmevu. Samo nekaj se moramo ukvarjati s tem samovšečnim, s katerim se vsi šaramo, s to samovšečno idejo, da moramo videti učinke in si spožeti pa jih izmeriti. Zadovoljstvo, v všečkih, pa koliko ljudi je pogledalo v podcast, mi da se non-stop obremenjujemo. Opraviš svojo nalogo, to je tvoja in pol si mislimo, da ni učinka nobenega, kaj ti sploh mi delamo tu. Ampak pol pa mi mogoče en posameznik na neki točki reče, poslušaj podcast, pač res to se meni s knjigami dogaja, poezija skoraj razbena, mislim, zelo malo ljudi. Ampak ko prije neka random oseba ali pa kakšna prozna knjiga tudi pa reče, kaj je pač to njej pomenilo, je pa wow, ne? Ker se mi zdi, na ta način, kar delamo, je, če je to čisto posrečena primerjava, kaj je že imel Taleb, imel tiste črne labode. Na ta način vzgajamo take črne labode, ki jih sistem ne predvideva. On je zanimiv, ampak mislec tako, jaz ga sicer te knjige nisem bral, ampak bolj njegove publicistične, ki objavlja na blogu, pa Twitterju. Ampak da vnašaš neke moteče dejavnike, in to je poezija, recimo, ki bodo začeli se kresati z vsem ostalim in pol več nekako ne bodo čist gladko stvari tekle in se bodo mogoče se ljudje začeli zavedati tega kresanja in da je treba nekaj globljega spremeniti, ne pa samo iti na volitve pa izvoliti ono ta drugo stranko, da ne bo ona ta prva zmagala. To ima tudi Epikur, to kaže klinamen, ta spontani odstop. No vidiš, in to je neposredno sproti z vso idejo tako imenovane umetne inteligence, da je vse preračunljivo. Dogodki so možni. Spet, ta epikurijski determinizem. Imaš sporedne atome, ki padajo, pa spontano pride do neke odstopanja in se začne oblike sveta formirati. Nič ni večno v človeškem svetu. Največji imperiji padajo. Tudi ena vplivna teorija poezije je tista teorija klinamena, da pač prije neki pesnik s totalnim odstopanjem in pač za svojo poezijo neko spremembo. Heka, yes, exactly. To se tudi dejansko bi nek članek, ki je šel v to smer. Primož pregleduje, če smo vse točke dnevnega reda opravili. Partijsko. Kaj še te moramo izprašati? Ker zdaj počasi bomo, mislim, da zaključili, ker že se približujejo, mislim, da čistilci in čistilke, da čistijo ta prostor za nami umazanimi humanisti. Razdejali ta čestitljivi hram vina in
Moče za na konec kulture. čisto eno osebno vprašanje. Omenil si prej, da nimaš notranjega dialoga. Monologa, pardon. Torej, to je ena, kako je že ime za to, povezano z afantazijo, to nesposobnostjo vizualizacije. Ne, pa to je obratno, jaz imam ravno vizualizacijo. Ja. Torej, večina Ni afazija, afazija je v bistvu popolna. Afazija, da ne moreš govoriti. Ja. Ja, to sem- Fantazija pa je po mojem, da ne Ampak dejansko sem afazijo dva. dvakrat v najstniških letih doživel tako za par ur. To je neverjetno. Kako? Kakšno zmedeno stanje. No? Ker se v bistvu sintaksa, pa morfologija, pa vse to nekako se premešaš. Zelo, zelo čudno stanje uma. V bistvu veš in ne veš, kaj misliš, ker nimaš jezika zares. No, ampak to... Aporija ena. Ja. To se mi je samo za krajši čas dvakrat zgodilo, v najstniških letih nikoli več. Ampak to v bistvu je zelo pogosto, da nimaš notranjega. Ja, kako si odkril, da je to sploh stvar notranje? Veš, ker ponavadi ti ljudje afante živijo celo življenje, pa ne vejo kaj, da pa če govorimo v metaforah, kot je da reče, ja se vidim, kar vidim to, ali pa ne vem, zaprem oči, vidim plažo, ok, pač nekaj metafore se to, neka druga raven govora. In potem na eni točki ima ta aha moment po letih, ko se čakaj, vi dejansko vidite stvari. Se pravi, pri meni je obratno. Ja, se vem, ampak to tam je malo bolj znan. Zanimivo vprašanje, ja. Ljudje veliko govorijo, da razmišljajo pre se, pa da se sami sabo pogovarjajo tako in pa ugotoviš, se vprašaš, kaj to pomeni zares. Ugotoviš, da je to malo drugače pri tebi. Je pa res, da nekaj časa, en čas v srednji šoli, sem zelo rad, sem bil navdušen nad matematiko, sem ful reševal matematične. Moj oče je bil zelo nadarjen za matematiko in je to veselje pol za nekaj časa celo uspel prenesti name, čeprav nisem v tej smeri načeloma me ne privlači tukaj. In ko sem reševal te enačbe korak za korakom, sem dejansko dobil notranji monolog. To je bilo eno faza parih mesecev. Zanimivo, ker sem razmišljal algoritmično, če je to, potem uno in tako mislim, da deluje notranji monolog. Ampak jaz v bistvu kot človek, ki se v resnici ukvarja z jezikom ali pa s poezijo, čisto drugače razmišljam. Jaz ne glih zato, ker nimam jezika v sebi, v nekem miselnem procesu, tukaj lažje pišem, po mojem. Ja, prevajaš podobe, ne? Ja, prevajam. Ja. Obratno od ChatGPT-ja, ki pa ima zgolj monolog, ampak nima pa vsega tega. A ti imaš tudi takšno? Ne, ampak na eni točki me je ful začelo zanimati to jezikovna... It's true. Jezikovna desperatnost. Večkrat sem ljudje vprašal za uslugo, da jim kaj napišem ali pa tako. In da rečanje je tako. Oni so zelo inteligentni ljudje. Ljudje, ki, ne vem, so odlični računalničari, whatever. Ampak, ko pridejo pred računalnik, da bi morali kaj napisati, pa je pač zamrznejo. Pa ne. Kako to sploh, kako to deluje? Jaz pa se učimo sedem in začnem prevajati. Ja, ok, všeč mi je ta, ko si rekel prej, da se ti zmede sintaksa in vse skupaj, ne? Mislim, da meni je zelo blizu ta platonska ideja aporetičnosti, v katero se filozof peha kar naprej, pa v katerega mislim, da moramo v bistvu vsakega človeka malo pahniti. Ne da mu podamo fiksne nove odgovore, ampak da malo zakompliciramo njegovo sliko sveta, da se malo zmede in da potem mora, tako te reče Platon, ko prija skozi ta dialektični proces, da se njegova duša zaobrne proti dobremu in začne iskati. Ali kot ima Wittgenstein, normalnemu človeku gre vse v redu, filozof pa se venomer zapleta in to je dobro. Če imaš ti kak citat? In potem gre v norveški fjord, ker se nastani, ker gledaš, kamor lahko samo s čovnom prideš. Ja, to še je bilo prej. To je tudi ena od možnosti. Tako da na tej točki mislim, da lahko zaključimo. Jaz upam, da smo nekaj aporij povzročili, mogoče celo odprli kar nekaj vprašanj, mogoče celo kakšen odgovor se kje skriva. Meni je bil super pogovor. Tudi mi, da smo uživali. Hvala ti. Se še kdaj snidemo na kakem takem pogovoru, pa hvala, da si se odzval. Z veseljem, hvala za povabilo. Tudi še enkrat hvala Mariborski knjižnici, da nam je Muanica odstopila. In pa festivalu humanistike. Festival humanistike Odprti horizonti. Tako. Zdaj še moramo kaj povabiti spet kapitaliste, da
lajkajo, subscribajo na Facebooku, na da ima ful TikToku služila, ker smo že ful. ful probamo šorce delati, da bi pretrli do ljudi in upali, da smo proizvedli nekaj, kar ni zgolj še Več hrupa za nič. narobe. Mnogo hrupa, mnogo